Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Sliko smo nazaj v sončnih slovenskih Konjicah, kjer je pred nami drugi polčas tekme 8. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod med Dravinjo in Vidmom pri Ptuju. Po prvem polčasu nekaj lepih priložnosti na obeh straneh, sicer pa brez zadetkov, je pa bil domači trener Damjan Flis že prisiljen v menjavo, tako da zdaj na igrišču stojijo Vovko, Ravter, Gaber, Kolar, Vezjak, Gosak, Radić, namesto Brgleza Napotnik, pred njima Čakš, pa v konici napada Ramšak in Brglez. Na drugi strani pri gostih iz Vidma, tako kot v prvem polčasu na igrišču Milič, Zdovc, Adedoja, Mesarič, Ovčar, Plajnšek, Krajnc, Cafuta, Čuš, Vrbanič in Šegula. Sodnik tekme je še vedno Matic Kordež, pomagata mu Blaž Kamnik in Fatlin Tracaj. Delegat tekme pa je Benjamin Panikvar. Sicer se je tukaj v Konjicah danes zbralo slabih 100 gledalcev, ki v tem sončnem popoldnevu spremljajo to prednogometno predstavo, priložnost pa že hitro na začetku prvega polčasa za Dravinjo. Do žoge je v kazenskem prostoru za trenutek prišel Žan Ramšak po dobri visoki podaji, ampak nekoliko mu je zmanjkalo, da bi prišel do strela. Takole žogo je dobro ustavil, potem pa mu je nekoliko spodrsnilo, napada pa vidim že na drugi strani, odličen strel je bil to. Žoga pa je končala le nekoliko preko vrat po strelu Reneja Čuša. Živahen začetek drugega polčasa, videli smo sicer izenačeno tekmo v prvem, tudi nekaj priložnosti, želimo pa si v tem drugem seveda še zadetke in ti začetni trenutki so več kot dober obet, da bomo kakšnega tudi videli. Prosti strel, zdaj v korist gostov iz Vidma, izvajal ga bo Krajnc, kapetan gostujoče ekipe. Ovčar s predložkom, nekoliko slabša podaja, Gaber ni imel večjih težav z reševanjem le-te. Ovčar je potem poskušal do žoge, neuspešno, in le-ta bo pripadla nogometašem domače Dravinje. Sicer pa lahko povemo, da se nekaj tekem igra istočasno. 100 v tretji ligi Vzhod, Dravograd ob polčasu vodi doma z 1:0 proti Dobrovcam. Na tekmi med Zrečami in Šampionov pa prav tako kot v Konjicah zadetkov še niso videli. Nov prosti strel na sredini igrišča za Videm. Na kratko izveden, žoga je pri Ovčarju, pa Plajnšek, Cafuta. Lepo je spustil žogo Plajnšku, ob njem je bil Ravter, pa Šegula, Plajnšek na desni strani. Videli smo že v prvem polčasu, kako zelo nevaren je lahko ob prodorih po desni strani in potem podajah v kazenski prostor Žan Plajnšek. Sicer strelec že 5 zadetkov letos, kar ga uvršča na 4. mesto lestvice strelcev v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Nov out je to za Videm, visoko na nasprotnikovi polovici. Čuš in Zdovc, lep prodor. In priigrali so si gostje zdaj kot. To je tretji kot za Videm na tej tekmi. Vse tri je izvajal Plajnšek. Prvi v tem drugem polčasu. Tukaj vidimo ta lep prodor še enkrat. Potem pa je Gaber žogo izbil v kot. V prvem polčasu so si po kotih priigrali dve nevarni priložnosti. Tokrat Brglez zanesljivo odbija. Ramšak teče tam proti Čušu, Čuš še odlično znašel, do žoge pa Gosak. Gosak in Radić. Radić je nastreljal gostujočega centralnega branilca Mesariča in samo out je bil to za Dravinjo, ki pa so ga hitro izvedli. Napaka Vezjaka na desni strani, žogo mu je spretno ukradel Vrbanič. Vrbanič se obrača,
Za trenutek je všel Vezjaku, na to pa mu je Vezjak žogo odlično ukradel nazaj. Dolga poda v sredino proti Brglezu, neuspešna, Mesarič je bil še enkrat na pravem mestu. Žogo so otvojili nogometaši Vidma in peljejo proti napad, Planšek. Nekoliko slabši sprejem. Planšek je skoraj da potem všel Rauterju, ampak ta se je odlično znašel in žoga bo naposled celo pripadla nogometašem Dravinje. Domači vendarle nekoliko umirjajo celotno situacijo. Pri žogi Kolar pa Gaber in pa Rauter. V prvem polčasu so nogometaši Vidma odlično zapirali prostor ob gradnji napada Dravinje in posledično so imeli nemalo težav domačini z iznosom žoge. Zdaj je napaka domačega vezista Radića pri zaustavljanju žoge in žoga je z avta za Videm. Planšek prodira po desni strani, še enkrat več odlična reakcija Rauterja. Gosak in Radić. V sredini je skok dobil Krajnc, ampak noben od njegovih soigralcev na to ni prišel do odbitka. Vezjak je povlekel v sredino, Čakš se mu je ponujal na desni, ampak podaja ni bila dovolj dobra. Mirno pa Gaber z glavo žogo vrača Napotniku. Lepo preigrava Napotnik, potem mu je Vrbanič žogo ukradel. Vrbanič in Šegula. Odlično ob Šeguli, Napotnik in Gaber. Vezjak in Čakš, nekaj več prostora zdaj za Čakša na desni strani. Kar 3 igralce ima v kazenskem prostoru, Čakš s podajo, ki je bila preniska in Mesarič je žogo izbil. Pa lep strel zdaj iz razdalje enega izmed domačih nogometašev, Ramšak do priložnosti, ki pa je ostala neizkoriščena. Ja, vendarle zdaj lepa priložnost za domačo Dravinjo. Takole strel, nekoliko je presenetil ta strel vratarja Miliča, potem še slabo izbijanje Ovčarja, točno na nogo. Sicer izvrstnemu napadalcu Žanu Ramšaku, ki pa je tokrat bil nekoliko nezbran in žoge ni pospravil v gol. Žan Ramšak sicer strelec že 7 zadetkov letos, kar ga uvršča na drugo mesto lestvice strelcev. Jasno še kako bi si želel tako on kot celotna ekipa Dravinje, da bi tudi danes prišel do zadetka in s tem pomagal svoji ekipi do novih 3 točk. Ekipa Dravinje jih je sicer letos zbrala že 13 na 7 tekmah. 4 zmage, 1 remi in pa 2 poraza so zabeležili zaenkrat v tej sezoni, kar jih uvršča na 3. mesto 3. ligaške lestvice. Nekoliko panično je Nik Rauter žogo zdaj zbijal v out. Out bo izvajal Žiga Zdovc. Zdovc in Ramšak. Oziroma Planšek, se upravičujem, Planšek je žogo izgubil. Poskušal je takoj priboriti nazaj, ampak oglasila se je piščalka sodnika Kordeža in žoga je pripadla Dravinji. Napad za Dravinjo. Rauter pa Radić. Vrbanič pritiska na Radića, žogo mu je zbil v out. Poskus prodaja proti Gosaku ni uspel. Vrbanič prodira. Po desni se mu ponuja Ovčar. Nik Rauter pa se je izkazal z zelo dobrim drsečim štartom. Videli pa bomo tudi novo menjavo pri ekipi Dravinje. Iz igre odhaja centralni vezist Davorin Gosak. Videli pa bomo, kdo ga bo nadomestil. To bo nogometaš številko 27, Jure Svenšek.
Menjava domači ekipi, iz igre igralec številko 9, Davorin Kosak, v nadaljevanju srečanja pa bo zaigral igralec številko 27, Jure Svenšek. Svenšek zdaj v prvi akciji, napadel je Ovčarja, žogo priigral v posest svoje ekipe, iz avta vrača žogo v igro. Brglez je dobro žogo s prsmi spustil Ramšaku, osvojuje potem Krajnc. Krajnc se spušča proti Vrbaniču, še enkrat je bil ob njem Rauter, ampak Rauter je tokrat storil prekršek. Še enkrat ta situacija v ponovljenem posnetku. Medtem nevaren napad za Videm. Vrbanič je prišel do strelja, nastreljal Nika Rautra. Pa Cafuta. Cafuta s predložkom. Žoga je padla točno v naročje vratarja Nejca Vovka. Čakš. Po desni se ponuja Vezjak ponovno. Čakš pa lepo prodira. Zdaj je našel Vezjaka, Radić. Radić se je pomaknil v sredino, njegov položaj na levi strani pa je zavzel Jure Svenšek. Očitno gre tudi za spremembo taktične postavitve pri domačih po tisti zadnji menjavi. Priložnost zdaj za protinapad Vidma. Še en dober prodor po levi strani, ki pa se je končal s prekrškom in prostim strelom v nevarnem območju za vrata Nejca Vovka. Tudi rumen karton je sodnik tam pokazal branilcu Dravinje. Rumeni karton pri domačih, rumeni karton je prejel Tadej Gaber. Drugi rumeni karton za ekipo Dravinje v 57. minuti, torej je dobil centralni branilec Gaber, bo pa to zdaj lepa priložnost za goste iz Vidma, da prebijejo led in prvi pridejo do zadetka na tej tekmi. Dober strel je bil to, ampak žoga se je od živega zidu na koncu odbila v nov kot za Videm. Tu smo to videli še enkrat. In četrti kot za goste v belih dresih. Spet je Planšek zadolžen za izvedbo tega strela. Še enkrat pa je odlično reagiral Tadej Gaber. Visoka podaja na levo stran proti Planšku. Planšek s predložkom, odlična podaja in gol! Odlična podaja Žana Planška. Miha Mesarič, ki je prišel v napad ob kotu, pa je v 58. minuti ekipo Vidma povedel v vodstvo. Takole na levi strani se je znašel Žan Planšek, spet pokazal, kako zelo kvaliteten nogometaš je. Zelo natančno podal v sredino, kjer pa je žogo Miha Mesarič rutinirano poslal mimo vratarja domačih Nejca Vovka. Miha Mesarič. Prvi gol za centralnega branilca Vidma v tej sezoni. In težko delo čaka zdaj nogometaše Dravinje, da pridejo do izenačenja. Napotnik in Kolar, pa Čakš. Jasno, zdaj bo potrebno nekaj več tegati, tako da si nadejamo še nekoliko bolj odprte tekme. Ob tem pa bo seveda najbrž tudi nekaj več prostora za protinapade gostov iz Vidma. Ramšak je poskušal s preigravanjem, žogo so mu gostujoči vezisti odlično vzeli, potem pa nekoliko preveč kompliciranja. Ramšak je žogo ukradel, Svenšek podaja v kazenskem prostoru, je zadev Vida Ovčarja, ki je nekoliko nerodno tam
opletal z rokami, žoga ga je zadela v roko in sodnik Kordež je brez obotavljanja pokazal na belo točko. Poglejmo to še enkrat. Po neumni napaki je do predložka prišel Svenšek, potem pa nekoliko sumljivo vse skupaj. Tukaj je žoga zadela v roko Vida Ovčarja. Bo pa to v vsakem primeru 11 metrovka za ekipo Dravinje. Izvajalec bo Žiga Čakš. Čakš proti Miliču. Čakš, zelo zanesljivo. Zelo zanesljivo in v 60 minuti je rezultat že 1-1. Vodstvo Vidma torej ni trajalo niti 2 minuti in nogometaši Dravinje so že izenačili rezultat. Poglejmo še enkrat, odlično izvedena 11 metrovka, vratar Anej Milič je bil tukaj brez kakršnih koli možnosti in Žiga Čakš je prišel do svojega drugega zadetka v tej sezoni. Tudi prvega je zabil iz 11 metrovke. Zdaj se je tekma razživela. Pozadetek na obeh straneh in samo upamo lahko, da bo v tej smeri potekal ves drugi polčas. Šegula. Kolar. Bezjak. Zdaj žoge nogometaši Dravinje niso brcnili iz igrišča, ko je obležal eden izmed gostujočih nogometašev. Potrebuje se tudi pomoč medicinskega osebja s klopi. Na tleh je tam, mislim, da Marko Šegula. Še enkrat pa si bomo pogledali enega ključnih trenutkov v tem drugem polčasu in sicer situacijo, ko je prišlo do 11 metrovke po podaji Jureta Svenška. Nekoliko sumljivo deluje vse skupaj, ampak po oceni sodnika je tukaj Vito Ovčar igral z roko. Težko je oceniti, ampak verjeti moramo glavnemu sodniku Maticu Kordežu. Marko Šegula je zdaj za trenutek zapustil igrišče. Videli bomo, ali bo lahko nadaljeval ali pa bo potrebna menjava. Svenšek z nekoliko slabšim zaustavljanjem žoge. Ovčar je pritiskal tam na njega. Dobro, potem Mesarič v skoku. Težave za Krajnca. Gaber si je privoščil izlet, pa zdaj odlična podaja na levo stran proti Svenšku. Svenšek je pustil, da žoga pade na tla in dal možnost Vidu Ovčarju, da se vrne in mu žogo ukrade. Še vedno Svenšek pritiska na Ovčarja. Ovčar je na pamet podal naprej, kjer pa Renato Vrbanič ni bil niti blizu tega, da bi prišel do žoge. Kolar, zdaj precej više žogo iznašajo centralni branilci Dravinje. Ni več tako hudega pritiska kot v prvem polčasu in si to lahko privoščijo. Predložek v kazenski prostor, še enkrat so žogo rutinirano gostje izbili. Zdaj pa zovc do Vrbaniča. Še vedno so nogometaši Vidma z igralcem manj na terenu. Vrbanič ni iztržil ničesar. Priložnost za protinapad Dravinje. Veljalo bi zdaj izkoristiti številčno prednost domačinom. Ramšak pridobiva prostor, po levi se mu ponuja Svenšek. Ramšak preigrava. Našel je Vezjaka. Vezjak je poskusil strelom, ki pa je končal v bloku nogometašev Vidma. Krajnšek. Ovčar žogo izbija. Kot kaže, pa bo potrebna zamenjava. Luka Gajšek na klopi Vidma že pripravlja novega nogometaša. Luka Gajšek, ki sicer nadomešča siceršnjega trenerja Roberta Hojnika. Napotnik z dobro podajo. Adedoja se je odlično znašel. Žogo je izbil do Krajnca, ki zdaj prodira.
Radič pa je potegnil ročno zavoro in storil prekršek, da prepreči protinapad, dobil pa tudi rumeni karton. V 65 minuti, torej že tretji rumeni karton za nogometaše Dravinje. Tukaj povsem pravilna odločitev, z rokami je potegnil Radič Sebastjana Krajnca in s tem preprečil protinapad. No, Marko Šegula, ki je preobležal, torej ne more nadaljevati. Do menjave vendarle še ni prišlo, čeprav je tam že nekdo dvigoval tablo. Zdovc prodira po levi strani. Do žoge so prišli nogometaši Dravinje, zdaj je ta pri Brglezu. Brglez lepo proti Vezjaku, ob njem pa je bil dovolj dober Adedoja. Rauter in Radič. Pa Svenšek. Svenšek, lepo se je obrnil Ramšak. Ramšak je padel ob Krajncu in prekršek v korist nogometašev Dravinje. A zdaj vendarle sodnik Kordež dovoli menjavo. Kot že rečeno, nogometaš številko 7 Marko Šegula je tisti, ki je že zapustil igro. V igro pa prihaja nogometaš številko 23 Nik Pavalec. Menjava gostujoči ekipi iz igre Marko Šegula, v igro pa prihaja igralec številko 23 Nik Pavalec. Aleksandar Radič je tisti, ki je zadolžen za izvedbo prostega strela, kratka podaja proti napotniku. Napotnik samo do Adedoje, ki je žogo zanesljivo izbijal. Protinapad Vidma. Lepa podaja na levo stran, kjer je Vrbanič. Vrbanič podal je Čušu. Čuš je poskušal potem spodal v sredino, ampak ni šlo mimo odlično postavljenega Blaža Kolarja. Še ena lepa poteza Čuša, ampak še enkrat več se je odlično znašel Blaž Kolar. Žoga bo iz avta pripadla domačinom iz Konic. Krajnc. Na desni strani se je ponujal Ovčar, Krajnc se ni odločil za podajo proti njemu. Zdovc. Poskus dvojne podaje ni uspel, Radič je žogo ukradel. Pa Čakš. Ponovno je prišlo do trka tam v sredini. Ponovno je obležal eden izmed nogometašev Vidma. Žoge domačini ponovno niso poslali iz igre. So pa zdaj zato gostje zaustavili igro in ponovno bo očitno to situacija, ko bo potrebna zdravniška pomoč. Poglejmo si situacijo še enkrat. Tukaj je prišlo do trka. Ja. Morda celo prekršek nad Žigo Zdovcem. Ampak na koncu nič iz tega. Žiga Zdovc je že ostal, lahko bo nadaljeval s to tekmo. Napad pa začenjajo nogometaši Vidma pri Ptuju. Adedoja in Zdovc. Pa Vrbanič. Neuspešna podaja na levo stran proti Čušu. Pa nekoliko predolga žoga za Ramšaka. Ovčar je izbijal v sredino. Planšek. Planšek in Ovčar. Pavalec se je dobro znašel. Planšek. Lepa kombinacija na sredini igrišča. Ovčar preigrava. Mimo Svenška je šlo. Cafuta in Ovčar. Lepo pa se je vrnil Žan Ramšak in nemogoče podajo Ovčarju, bo pa to out za ekipo Vidma. Pavalec in Planšek.
Zdovci ima nekaj več prostora, odločil se bo za strel, ampak strel je bil blokiran. Radić in Svenšek. Svenšek pridobiva prostor, zdaj pa se je odločil za podajo nazaj do Rauterja. Gaber in Kolar. Ponovno nekoliko višji pritisk, tokrat Vrbaniča. Rauter in Svenšek. Svenšek Ramšaku, ki se je prišel ponuditi sredino. Ramšak plodira, padel je ob ovčarju in oglasila se je piščalka sodnika Kordeža. Še enkrat ta lep prodor Žana Ramšaka, takole si je žogo poslal okoli Vida Ovčarja, ki pa ga je potem očitno zaustavil s prekrškom. Priložnost za predložek ima Žiga Čakš. Čakš z dobro podajo, znašel se je tam Brglez, ki pa žoge niti približno ni dovolj dobro zadev in končala je daleč nad prečko gola, ki ga brani Anej Milič. Do žoge so zdaj po fliperju na sredini za trenutek prišli nogometaši Dravinje, zdaj pa pri njej spet nogometaši Vidma. Nekaj raztrgane igre na obeh straneh. Napotnik, Radić. Radić lepo na levo stran proti Svenšku. Svenšek je bil prisiljen žogo vračati do Rauterja. Gaber, Radić. Kolar. Na desni strani je danes izredno nevarni Vezjak. Večina priložnosti v prvem polčasu je šla prav po njegovi desni strani. Poskušal je tudi že streli, ki pa mu jih je večinoma obranil vratar Milič. Bori se Napotnik. Iztržuje samo stranski out za svojo ekipo. Čas pa je tudi za tretjo menjavo pri ekipi Dravinje. Napadalec Braz Brglez je tisti, ki bo zapustil igro. Nekaj zapravljenih priložnosti danes z njegove strani. Nadomestil ga bo pa nogometaš številko 11, Alen Hohler. Tretja menjava domači ekipi, iz igre številka 77, Blaž Brglez. V igro pa prihaja igralec številko 11, Alen Hohler. Out zdaj za domače visoko na nasprotnikovi polovici. Ali lahko pričakujemo celo met v kazenski prostor. Žoga je šla tam proti Napotniku, ki pa je ni dovolj dobro napadel. Rauter in Svenšek. Zdaj seveda ne sme Svenšek žoge izgubiti, ko pritiskajo nogometaši Vidma nanj. Dolga podaja v sredino. Cafuta je prišel do žoge, pa Pavalec in Vrbanič. Vrbanič ni podal Pavalecu, ki je bil za trenutek prost, pa Krajnc. Krajnc je lepo našel Vrbaniča, ki pa si je žogo poslal predaleč od sebe in brez večjih težav jo je pobral Nejc Vovko. Rauter in Gaber. Napotnik. Rauter. Gaber. Kombinacija z Napotnikom. Adedoja odlično ob Hohlerju. Zanimiva ideja na to Pavaleca. Visoko se je zdaj znašel Adedoja, ki si je privoščil izlet v konico napada. Nič konkretnega pa iz tega ni izcibil in zdaj se mora hitro vrniti na svoj položaj v centralni branilski vrsti. Čaks ponovno s nekoliko slabšo podajo proti Vezjaku. Ob njem je bil Zdovc uspešen. Pavalec, pa Vrbanič.
Poda v sredino proti Planšku, dobra reakcija Rautra, žoge na to Krajnc in Pavalec. Preigravanje Vrbaniča na levi strani, ob njem je Gaber, ki pa mu je žogo vzel in jo potem izbil ter ohranil v igri, pri njej je zdaj Hohler. Še enkrat je žoga prišla do Hohlerja, še enkrat je bil Hohler neuspešen, zdaj pa je končala na levi strani pri Juretu Svenšku. Svenšek do Ramšaka, morda nad njim storjen celo prekršek, ja tako je, odglasila se je sodniška peščavka Matica Kordeža. Svenšek pa Rauter, Gaber. Kolar proti Napotniku, lepo je Napotnik spustil proti Vezjaku. Drseči štart je šel z Žiga Zdovc in osvojil žogo za svojo ekipo, pripadla bo vratarju Miliču strelom iz goal-outa. Sicer domačini iz Konic v naslednjem krogu odhajajo na dolgo gostovanje na Koroško k Korotanu, nato v 10. krogu še eno gostovanje v Zavrč, nato pa v 11. krogu vendarle naslednja domača tekma proti Podvincem. Zdaj organizirajo nov napad, žogo pa so jim ukradli nogometaši Vidma, ki v naslednjem krogu doma igrajo proti Podvincem, nato odhajajo v Dravograd, potem pa v 11. krogu doma pričakujejo ekipo Šmartnega. Nov rumeni karton za ekipo Dravinje, dobil ga je nogometaš številko 8, Žan Napotnik. V 76. minuti, torej že tretji rumeni karton za nogometaše Dravinje. Rumeni karton pri domačih, Žan Napotnik. Aderoja. Pa Zdovc. Zdovc in Čuš kombinirata, do žoge je prišel Zdovc, dober predložek Zdovca, nekoliko predaleč od žoge je bil tam Pavalec, sicer pa lepa priložnost. Ramšak gre po levi strani, dal si je nekoliko predolg predložek in žoga mu je šla čez črto v stranski out. Žoga je zdaj pri Žanu Planšku. Žoga mu je ušla čez črto in pripadla bo Juretu Svenšku, ki je izvajal out za Dravinjo. Žiga Čakš, pa Gaber. Napotnik. Nekoliko slabša podaja na desno stran proti Vezjaku, ki je padel ob Čušu. In oglasil se je sodnik Kordež. Ali si bo Rene Čuš prislužil tudi rumen karton? Da. Prvi rumeni karton tudi za ekipo Vidma. Prislužil si ga je Rene Čuš. Tukaj bomo to videli še enkrat. Takole drseči štart. Zadev je Denisa Vezjaka in povsem upravičeno dobil v 78. minuti rumen karton. Šele prvega na tej tekmi za Videm. Sicer pa že svojega drugega v tej sezoni mladi levi vezni nogometaš Vidma pri Ptuju. Predložek iz prostega strela ni bil dovolj dober, da bi ogrozil vrata Vidma. Padel je eden od domačih nogometašev in ponovno se je oglasila sodniška peščavka, ponovno bo to prosti strel za Dravinjo in nova priložnost, da pridejo do zadetka za vodstvo. Ponovno bo za izvedbo prostega strela zadolžen Žiga Čakš. A pa kratka kombinacija Rauterja in Čakša, ki pa se je povsem izjalovila, pri žogi je zdaj Vrbanič. Iskal je Pavaleca, odlično je reagiral Adedoja. Adedoja prodira. Žoga pa bo pripadla njegovi ekipi iz auta. Pa kar dvojna menjava pri Videmčanih v 80. minuti. Iz
igre odhaja nogometaš številko 8, Renato Vrbanič, ki ga bo zamenjal Mihael Lah, številko 4. In pa še Vid Ovčar je tisti, ki odhaja iz igre. To ga bo zamenjal ga je nogometaš številko 13, Alen Plajnšek. Alen Plajnšek sicer letos strelec tudi že enega zadetka in samo želi si lahko trener Luka Gajšek, da bi danes recimo prišel do drugega. Renato Vrbanič, v igro pa prihajata Alen Plajnšek in pa Mihael Lal. No, prosti strel bo to za ekipo Dravinje v nevarnem območju, priložnost za predložek zdaj. Zadnjih 10 minut rednega dela, zdaj bi zadetek ene ali druge ekipe močno nagnil tehnico na eno ali drugo stran. Vezjak je tisti, ki bo poskušal s predložkom. Dober predložek je to, najvišji v skoku pa centralni branilci Vidma. Ramšak. Ramšak žogo vrača v kazenski prostor. Gaberjo je tam odlično zaustavil. Strel je potem Ane Milič sicer obranil, ampak v vsakem primeru dvignjena je bila zastavica stranskega sodnika. Še enkrat v ponovljenem posnetku odlična podaja Ramšaka. Dobro se je tam znašel tudi Tadej Gaber, potem sicer nastrelja vratarja Miliča. Zadetek pa v nobenem primeru ne bi obveljal, kajti dvignil je zastavico stranski sodnik in označil prepovedan položaj. Adedoja je zdaj ukradel žogo in jo vleče v protinapad. Poskušal je s podajo do Plajnška, tudi Plajnšek je bil zdaj v prepovedanem položaju. Vezjak. Lepa podaja Vezjaka. Žoga je spet pri Vezjaku. Vezjak je poskušal spodati v kazenski prostor, ampak samo nov kot bo to za Dravinjo. Verjeli ali ne, šele prvi na današnji tekmi. Izvajalec bo ponovno Denis Vezjak. Denis Vezjak na prvo vratnico, kjer pa je Žan Plajnšek žogo izbijal. Do nje je prišel Čakš, ki je zdaj podaja Radiču. Radič žogo takoj vrača v kazenski prostor, kjer pa so ponovno dobro postavljeni branilci Vidma. Plajnšek ob Vezjaku zadržuje žogo, Denis Vezjak mu je žogo ukradel, ampak s prekrškom in prosti strel bo to za goste iz Vidma. Zdovc na hitro do Čuša, pa zdaj Plajnšek. Vezjak. Ob Vezjaku je dobro reagiral Cafuta. Out za nogometaše Dravinje. Hohler je zdaj igral z roko. Videl je to glavni sodnik Kordeš. Hitro izveden prosti strel, pa tudi hitro izgubljena žoga nogometašev Vidma. Cafuta je zdaj za trenutek preigral nazaj, no in izsilil prekršek v korist svoje ekipe. Tako je nazaj izgubil Krajnc. Radič je dobro ukradel in končala je pri vratarju nogometnega kluba Dravinja Necu Vovku. Gaber in Kolar mirno organizirata nov napad za domače. Napotnik. Napotnik mimo Adedoje. Napotnik je potem poskušal s podajo. Adedoja pa je vse skupaj dobro spremljal. Še ena podaja v kazenski prostor, tokrat proti Ramšaku, ki pa je bil nekoliko prepočasen in žogo jezno belcnil tja daleč izven stadiona Dobrava.
prekršek na sredini igrišča, tokrat v korist domače Dravinje. Gaber si prizadeva čim prej izvati tale prosti strelc, da je podal do Rauterja, pa Svenšek. Ob Svenšku je bil Lah. Oziroma ne, se opravičujem. Tam je bil Alen Planšek. Kakorkoli že. Žoga je zdaj na desni strani pri Kolarju. Kolar poskuša s predložkom, Napotnik je tam. Ni pa bil to najboljši strel z glavo in žoga je končala daleč mimo gola, brez da bi jo grozila vratarja Miliča. Še slabih 5 minut rednega dela, priložnosti za eno ali drugo ekipo, da prideta do zadetka, ki bi ima na današnji tekmi prinašal vse 3 točke. To je bil seveda cilj ene in druge ekipe pred začetkom tega srečanja. Čakš dobro do Napotnika. Napotnik se potem ni najbolje znašel, žogo je izgubil. Pajo zelo borbeno potem priboril nazaj. Nov prekršek na sredini igrišča, zdaj jasno ne smejo ne eni, ne drugi nasprotniku dovoliti, da si pripravi lepšo priložnost, kajti časa za vrnitev bi bilo potem zelo malo. Smo pa danes že videli, da se je možno zelo hitro pobrati in vrniti. Dravinja je namreč zaostajala samo 2 minuti, potem ko je v 58. zadev Miha Mesarič, je že v 60. potem zadev Čakš. Padel je zdaj eden od napadalcev Vidma, ničesar ni zapiskal sodnik. Napad je medtem že prekinjen, Adedo je odlično reagiral. Žogo so spet visoko osvojili domačini. Vezjak, lepa poteza Vezjaka, Ramšak pa tam ni prišel do žoge. Pri žogi je Rauter, pa Svenšek. Pritiska ta sicer Planšek in Pavalic, ampak mirno so žogo iznesli domači. Napotnik, Čakš, ob njem je Zdovc. Čakš je padel ob Zdovcu, brez prekrška in žoga bo iz avta za Videm. Ki pa pripravlja novo menjavo. Nogometaš številko 14 odhaja iz igre. To je Rene Čuš. Vigo pa prihaja številko 27, Nik Zupanič, ki bo torej dobil priložnost v teh zadnjih nekaj minutah tekme in poskušal svoji ekipi pomagati do pozitivnega rezultata. Še ena menjava pri gostih, iz igre je igralec številko 14, Rene Čuš, v igro pa je prišel igralec številko 27, Nik Zupanič. Vezjaku je medtem žoga ušla iz igrišča, out bo to za Videm. Boril se je tam Lah. Žoga bo pripadla Vidmu po prekršku. Poskusili bodo z dolgo podajo, tam je Krajnc, Krajnc je prišel skoraj da do priložnosti, ampak žoga je potem vendarle bila prehitra, vratar Vovko pa dobro postavljen, skoraj da bi zdaj nenadejano gostje prišli do 100% priložnosti za zadetek v 89 minuti tekme. To bi jasno bila prava mala katastrofa za domačo Dravinjo, ampak na koncu se je vse izteklo dobro za domače. Gaber, Radič, Napotnik je na desni strani, Kolar, pa Gaber. Izgubljena žoga, nogometašev Dravinje, odpira se prostor za protinapad po desni. Planšek je krenil,
Neuspešna podaja, ampak še enkrat so do žoge prišli gostje. Še enkrat pa je Nik Rauter bil tisti, ki je bil uspešnejši od Alena Plajnška. Vidi na zastavico zdaj stranskega sodnika, očitno Aleksandar Radić ni bil dovolj hiter in žoga mu je ušla v stranski avt. Mesarič je tisti, ki zdaj izvaja avt. Žoga je prišla nazaj do njega. Tam je bil Pavalec, ampak izbijali so žogo domači. Odlično je Ramšak zdaj prišel do žoge. Morda je bilo Blahu celo pod prekrškom. Na koncu z nekaj zamude vendarle. Piska sodnik Kordež. Prosti strel bo to za Aleksandra Radića. Ena zadnjih priložnosti, že se je med tem iztekel redni del, smo že v sodniškem dodatku te tekme. Aleksandar Radić pa žogo pošilja v kazenski prostor. To bo mislim, da kot za Dravinjo, ja, tako je. Drugi kot na te tekmi šele. In ena res zadnjih priložnosti, da nogometaši Dravinje pridejo do zadetka, ki bi jim prinesel komplet vseh 3 točk. Kot bo zdaj spet izvedel Žiga Čakš. Čakš z visoko podajo v sredino. Nihče od njegovih soigralcev ni prišel tam do nje. Je pa zdaj pri žogi Ramšak. Ramšak je žogo izgubil. Dobro postavljen Radić. Radić spodal v sredino. Do žoge je prišel tam Kolar. Pa navzven nazaj Čakšu. Čakš z lepo finto. Padel je Čakš, ampak žogo so mu Videmčani odzeli brez prekrška. Zdaj hitijo v protinapad. In pa nov prekršek v korist Vidma. Prekršek je tam napravil, mislim, da prav Blaž Kolar. Zdaj prosti strel na drugi strani, že v drugi minuti sodnikovega podaljška smo. In zdaj priložnost za Videm. Zdovc bo poskušal visoko podal v kazenski prostor. Zdovc, dolga podaja, ampak Vovko s to žogo ni imel prej velikih težav. Kolar. Poskušajo na preskok domači, Napotnik, pa Ramšak. Ramšak spodal na desno stran. Žoga je končala pri Adedoji. Adedoja je žogo izbil, sodnik Matic Kordež pa je označil konec te tekme med Dravinjo in Vidmom. Tekme, ki se je končala z delitvijo točk 1:1 rezultat. Najprej je v 58. minuti po podaji Žana Plajnška žogo v gol pospravil Miha Mesarič, samo 2 minuti kasneje pa je iz 11 metrovke po igri z roko Vida Ovčarja rutinirano žogo v gol zabil domači nogometaš številko 10 Žiga Čakš za končni rezultat 1:1 za delitev točk danes v Slovenskih Konjicah. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje.